Poslušate tedenske vrtnarske nasvete na Zelenem svetu. Danes bomo govorili o leči in čičeriki. Z nami je Miša Pušanjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Miša, pozdravljeni. Pozdravljen. No, tema današnjega pogovora sta leča in čičerika, ki sta po krivici nekoliko pozabljeni vrtnini v domačih vrtovih. Kdaj torej začeti setvijo oziroma sejenjem teh dveh stročnic? Ja, leča in čičerika sta v bistvu stročnica za vroča poletja in seveda tudi temu primerno rabita precej toplo zemljo že. Jaz bi rekla posebej za čičeriko zelo pomembno, nekje takrat, ko bi človek že sejal kumarce na vrt, to je nekje okrog 15. maja, ne 25, ne Markovo, ne kot maja ni navada, ker si datum Markovo za kumarce je malo drugačna resnica, kot je res. V glavnem tu nekje okrog 10. 15. maja, nič prej, če lahko govorimo o datumi. Zdaj, kaj pa letos narediti, ne me vsak vpraša, tudi z nizke fižole že imajo ljudje posjane in to ne vem, ker nisem prerok. Načeloma je še čist en mesec časa za kakšne nizke temperature, vreme nas lahko zelo preseneti, tako da jaz samo osebno bi sicer zdaj posejala tudi nizek fižol, za lečo pa čičeriko še prezgodaj, posebej za čičeriko, ki res rabi toplo, ne. Leča mogoče nekoliko manj, tu nekje leče, tu nekje v času fižola se seje, ampak treba pa vedno vedeti, ne, ena in druga, če bo predolgo trajalo potem obdobje hladnega vremena, se pravi, tu nekje temperature nočne okrog 5 stopinj, pa manj celo, dnevne pa mogoče sicer nekoliko več, potem bo te rastlini kar zakrneli, v bistvu ne zmrzneta, ampak ostaneta na istem mestu in se dolgo ne premakneta in seveda tudi veliko manj cvetita in manj rodita, ne. Tako da definitivno je to čas nekje po 1. maju, ali pa bi rekla celo orientacijsko reči okrog 10. maja. Je pa res, da ne ena ne druga ne rabita veliko vode, to sta rastlini tudi za sušne razmere, tako da pri teh dveh stročnicah se pravzaprav suše ni zabat, ker mi navadno sejemo čim prej lahko zadnja leta, zato ker se bojimo suše, ne, ker se nam lahko zgodi že v juniju zelo suho, no pri teh dveh stročnicah teh težav ni. Ja, čas setve smo opredelili, zanimam pa nas tudi, ob katere vrtnine najpogosteje umestimo lečo in čičeriko. Ja, leča in čičerika sta stročnice. Stročnice so najboljše sosede zagotovo kapusnicam, tudi te dve, nekako sicer najbolj omenjajo vsi ohrovte, mogoče zato, ker v bistvu ohrovt, ko enkrat nekje v maju posadimo, ga pravzaprav imamo oba dva, ali listnatega, ali brstičnega, ali pa tudi glavnote pravzaprav nekje vsaj do septembra, takrat oktobra, takrat, ko lečo pobiramo, fižol recimo poberemo veliko prej, ne. Drugače pa tudi bučnice, se pravi kumare, bučke, lubenice, melone, nekateri pravijo, čeprav glede na to, da se te rastline plazijo, je verjetno to malo težje narediti, razen da jih damo na oporo. Pa tudi paradižnik recimo in bo čisto zadovoljen v tem bližini, čeprav pri nas v te, ker leča pravzaprav zelo stara stročnica, slovenska stročnica, v bistvu so jo poznali prej kot fižol, se vemo, da smo nekoč kobajagi klečali na leči, ne, medtem ko čičerika je bolj sredozemska rastlina, ni toliko bila poznana prej v starih časih v Sloveniji, ampak kljub temu že toliko desetletij ali pa celo verjetno kar blizu stoletjem je ni bilo pri nas, da pri nas nimate več teh bakterij, ki so značilne za stročnice, ki živijo na koreninah rastlin in tudi pravzaprav dušiki zraka nekako v simbiozi, prijateljstvo oddajajo tako svoji stročnici kot tudi potem sosednjim rastlinam, ne. Tega sicer nimajo, pa verjetno še nekaj let ne bojo imeli, čeprav če bomo vztrajali in gojili na vrtu vsako leto te dve stročnice ali ena izmed teh dve, kakorkoli se bomo že odločili, se bo zagotovo čez nekaj let tudi te bakterije pri nas pojavile, ker se vedno nekje potem s časoma razvijajo in pridejo na te naše korenine, nekaj moče tudi s kakšnim semenom pride ali kaj podobnega. Skratka, damo vedno rastline, ki pač ta dušik potrebujejo, ne. Ampak one tudi rahljajo zemljo, tudi ogromno humusa puščajo stročnice, v tleh pa so takšne rastline, ki pravzaprav dvignejo, povečajo humusno bilanco, skratka, no mogoče še nekaj, ker sem ravno o tej bakteriji govorila, pa da ne bom potem pozabila, zelo priporočljivo je vse stročnice ne puliti, ko pospravimo predelek, ampak v bistvu odrezati in pustiti korenine v zemlji. Ne? Na tak način še pospešujemo oziroma pustimo v tleh večjo količino teh bakterij. No, Miša, še tretje in zadnje vprašanje danes, mogoče malo na kratko.
nam zaupate, katere stročnice bomo še sejali v spomladanskem času in kateri sosed je najbolj primeren v tem primeru? No, zagotovo bodo vsi posejali še visok fižol. Za visok fižol je še vedno čas in ga nima smisla prezgodaj sejati z njegovih lastnosti. Nizek fižol, vse sem že prej omenila, pravzaprav z nekoliko tveganja nekateri lahko že posejamo. Na Primorskem mislim, da ni problema, na celini pa imamo nekaj tveganja z tem, da si pripravimo agrokopremijo, kaj podobnega. Lečo čičeriko, potem pa jaz bi priporočala vsem, tisti, ki imajo rastlinjake, da nekje okrog 1. maja poseja tudi dolgo vinjo. To je visoka stročnica, sorodnica visokega fižola, ni pa tako bujna, nekje v višino paradižnika zraste. Za tiste bolj raziskujoče pa seveda zdaj že najdejo ljudje tudi od ozuki fižola vsega naprej. Skratka, edine stročnice, za katero je prepozno, zagotovo že bob. Za bob je zdaj prepozno, ko bo prišel v dolg dan in bo imel težave tako z boleznimi kot škodljivci in vprašanje, koliko bo tudi kaj cvetel, ko bo postalo bolj vroče. Pa tudi bi rekla jaz za grah, čeprav grah nekje do neke mere še ga lahko sejem, ampak treba vedeti, da grah čim se dan preveč podaljša neha cveteti, skratka ima nižje pridelke, posebej tele nizke sorte, ki smo jih bolj navajeni. Tako da jaz bi rekla predvsem fižol, zagotovo vsi svetujem tudi kar nekaj nizkega fižola, ljudje nekako ne usvojijo Slovenci nizkega fižola, pa v bistvu v takšnih vročih razmerah, kot so zadnje čase pri nas po letu, dela boljše od visokega fižola. Ne. In pa se pravi leče za čičerika še najmanj mesec dni počakati. Mogoče da omenim, čez kakšen teden dni bi lahko začeli vzgajati sadike, ne tako leče kot čičerike, kot nizkega fižola. Za visoki fižol pa nima nobenega smisla hiteti, ker dokler se dan dovolj ne skrajša, tako ne cveti, ne glede na to, kdaj je bil posajen. Samo poleti ima več težav, če ima preveč listov. Miša, hvala za današnje nasvete. Pogovor z Mišo Pušenjak se vodil Davor Špehar. Če se vam novice na Zelenem svetu všeč, vas vabim, da se prijavite na brezplačne nasvete na spletni strani zelenisvet.com. Tako boste naše novice tedensko prejemali tudi na vašo elektronsko pošto. Sledite pa nam tudi na Facebooku in Twitteru.